družba, spet sem jaz, dobrodošli v kotičku Mehika. Tokrat zelo, zelo obžalujem, da nimate možnosti preko vaših ekrančkov zlesti na mojo stran, ker bomo danes govorili o nečem slastnem. In sicer je pan de muerto oziroma pan mrtvega, kruh mrtvega, pardon. Ja, jemo ga pa živi, ne? In to je tak zelo tipičen kruh, pecivo mehiško, ki se prodaja od nekje začetka oktobra do začetka novembra. In sicer recept je precej enostaven, in sicer se ga pripravi iz moke, kvasa, vode, sladkorja, soli in masla. Zdaj recepti se majčkeno pač variirajo, tako kot je pač z vsako jedjo, ampak recimo to je osnovni recept. In iz teh sestavin se zamesi testo in se eno tretjino od testa se pač odvoji. Iz 2 tretjin testa se pa naredijo te kroglice in iz tiste tretjine, ki smo jo odvojili, se pa naredijo kosti. Tole predstavlja tukaj kosti. In oblika kroga tega peciva predstavlja cikel življenja. Na vrhu bi pa mogel biti tukaj en krogec, tukaj čisto na vrhu bi mogel biti en krogec, ki bi pa predstavljal lobanjo. No, in potem se ta kruh 40 minut peče v pečici, se ga vzame ven, se ga posladka s sladkorjem v prahu in se ga da še za 10 minut v pečico. In se potem dokončno speče. Zakaj se tale kruh uporablja? Ne vem, če ste imeli kdaj možnost videti mehiške oltarčke. In sicer za dan mrtvih, tukaj se dan mrtvih zelo drugače praznuje kot v Sloveniji, sicer je to kar 3 dni. 31. novembra je dan nerojenih otrok, se pravi, ne vem, raznih spontanih splavov in takih zadev, otrok, ki pač niso se nikoli rodili. 1. november je dan mrtvih otrok, 2. november je pa za mrtve odrasle. In zadeva je pač bolj živobarvna. Na ta dan se okrasijo grobovi z rožami, tako kot v Sloveniji, ampak tudi z živobarvnim papirjem. Včasih tudi mariači pridejo tja igrat. Ne vem, lahko se tudi hrana prinese na grob v nekaterih predelih. Vsekakor je pa, ne vem, po vseh mestih in po prestolnicah, tudi po manjših mestih, pa naredijo oltarje različnih dimenzij. In zato pač uporabijo različne, so taki barvasti papirji z luknjicami, potem dajo slike pač preminulih dragih, potem recimo dajo, ne vem, najljubše hrane, pijače, dajo na oltarček, potem je ena posebna rožica, ki se imenuje, sem pa sučil tega? Sem pa sučil. Sem pa sučil, ena taka oranžna rožica, ki je tipična, nimajo tukaj krizantem, pač tukaj dajo to rožico. In jasno, da ne more tudi manjkati tale kruh. Aha, pa lubanje so iz amaranta, lubanje iz sladkorja, lubanje iz čokolad. To tudi vse na oltarčke postavijo. No, ta kruhek ga pa običajno pojedo s kakavom, z mlekom ali pa s kavo. To je najbolj klasična varianta, kako se ta kruh poje. Zdaj jaz sem vam povedala tak klasični recept. Jasno, da tudi tukaj gre v korak s časom in se zadeve pol so tudi malo modno obarvane. Zdaj letos sva videla nekje ta kruh, ki je bil s koščki čokolade, pa z kremnim sirom in z malino. Ne, mislim, da je z rubidovo marmelado, pa sladko stepeno smetano, ampak klasičen je pa ta, čist navaden. In ta kruh je po nekaterih zapisih obstaja od osvojitve Mehike naprej, in sicer se tukaj združi prehispanska te rituali in pa ima tudi evropski vpliv. Evropski vpliv zaradi tega, ker oni prej pšenice niso uporabljali, dokler pač niso Španci osvojili Mehike. Takole. Upam, da se vam je zdel prispevek zanimiv, na žalost ne morem teleportirati kruha, da bi ga imeli možnost tudi poskusiti. Mogoče bi bil na en način še najbolj podoben panetoneju, ampak temu osnovnemu iz Italije mogoče majčkeno spominja na ta vrste kruh. Upam pa, da boste imeli pa kdaj možnost priti ga poskusiti osebno v Mehiko, pa si boste mimogrede še kakšne oltarčke pogledali. Se vidimo tukaj naslednjič. Živjo! Živjo!